prihajam iz Inštituta za politiko prostora, ki koordinira program Mreže za prostor, ki ga financirata Ekosklad in Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo iz sredstev Sklada za podnebne spremembe. Moja naloga danes je, da vodim oziroma vodim ta današnji program, sicer pa so z mano tukaj še Senka Šitkovič iz IPAP-a, ki bo uvedla naš pogovor s programskim in pravnim okvirom biodiverzitetne krize, Uša Koce iz Društva za opazovanje in vključevanje ptic Slovenije, ki bo govorila o podnebnih spremembah in izginjanju narave, geolog in ekolog Rudi Kraševec iz Društva Dinarikum, ki bo govoril o naravovarstvenem vidiku podnebnih sprememb. V naši seriji podnebnih izobraževanj se danes osredotočamo na razmerje med podnebnimi spremembami in biodiverzitetno krizo oziroma ogroženostjo narave in pravzaprav to vzročno zvezo želimo osvetliti na način, ki bi nam potem lahko pomagal pri ukrepanju. Govoriti želimo o tem, da nas tako podnebna kot biodiverzitetna kriza, se pravi izginjanje vrst, dve krizi, ki sta med sabo vzročno povezani. Narava, ki jo razumemo kot najmočnejšega zaveznika v boju proti podnebnim spremembam, tako pri blaženju kot pri prilagajanju, veliko upanja in pričakovanj prav na naravo in so naravne rešitve pravzaprav porabljamo, je hkrati tudi od podnebnih sprememb izrazito ogrožena. Izguba biotske pestrosti, biodiverzitete, je povezana s podnebnimi spremembami. S tem, ko se spreminjajo temperature, s tem, ko se spreminjajo pogoji za razvoj vrst rastlinskih in živalskih, habitati, se morajo rastline premikati po prostoru, umikajo se z vročino na višje lege in s tem se seveda, kadar so te premiki zelo veliki, tudi popolnoma spremenijo njihovi pogoji in to tudi pomeni izumrtje posameznih vrst. Veste, to je v zraku, o tem se veliko govori. In v mednarodni skupnosti sta obe krizi vsekakor nekako uravnoteženo obravnavani in ideja je, da jo povezano obravnavamo. Pri nas vemo, da je že samo odzivanje na podnebne spremembe precej počasno, precej zadržano, še do zdaj se nekako ogrevamo za to ukrepanje. Vprašanje povezave z biodiverzitetno krizo oziroma izgubo biotske pestrosti pa je po svoje zelo izpostavljeno, hkrati pa ni povezano z podnebnimi spremembami in nekako obstaja nevarnost, pri nas obstaja kar velika nevarnost, da bi zavolj želje, da bomo ukrepali v duhu prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb, podredili cilj ohranjanja narave in predvsem tudi nekako krepitve narave, sočasno ohranjanje in krepitve narave cilju prilagajanja in blaženja. Da se nam ne bi to zgodilo in da ne bi pravzaprav dodatno pospeševali izgube biotske pestrosti, je izjemno pomembno, da se o tem podočimo, da o tem govorimo, iz različnih vidikov osvetljujemo te probleme in skušamo nekako iskati neko ravnovesje v ukrepanju. Predvsem to izgubljanje biotske pestrosti oziroma vrst je tako nekaj, kar se seveda dogaja z vidika človekovega življenja v dolgih časovnih lokih in nam je mogoče malo tuje. Če še mogoče razumemo ali pa čustvujemo, ko gledamo prizore nekih velikih živali, sesalcev, zdaj živali na severu, severni medved kot nek ta lik, ki ga nekako zelo tako čutimo, smo pri rastlinah bistveno manj občutljivi, do rastlin nekako ne uspemo tega sočutja ali pa čutenja razviti, še manj pa uspemo razumeti, kako zelo pomemben gradnik stabilnosti našega življenjskega okolja so. Zdaj, ko govorimo o našem življenjskem okolju, seveda ne govorimo o tem, kakšne bodo temperature, kaj bo voda naredila, ampak predvsem tudi o tem, da narava v vsej svoji pestrosti seveda zagotavlja ogromen del pogojev za naše življenje. Tukaj govorimo o hrani, tukaj govorimo o vodi in tukaj govorimo v resnici tudi o zelo velikem deležu, rečejo, več kot polovica bruto domačega proizvoda pravzaprav temelji na črpanju naravnih virov. Torej govorimo o velikih gospodarskih obratih, ki so temeljijo na tem, da z naravnimi viri ali rastlinami, bodi deli rastlin, živali, pač nekaj počnemo. Seveda največja grožnja nekako v naravi, poleg podnebnih sprememb, je pridelava hrane.
in druge človekove dejavnosti, ki izvzemajo naravne habitate, jih spreminjajo in jih izvzemajo naravnim vrstam, rastlinskim in živalskim kot njihov življenjski prostor. In zdaj, ko se pač o tem pogovarjamo, torej govorimo o tem, kako pridelovati hrano, kako v bistvu se razvijati in pridobivati dobrine in storitve, ki jih potrebujemo, ne da bi uničevali ali pa ne da bi presegli kapaciteto narave, da se obnavlja in da nekako sobiva skupaj z nami in ustvarja te dobrodejne pogoje in nam hkrati še pomaga pravzaprav se upirati podnebnim spremembam. Ker to, kar naj bi z sonaravnimi ukrepi naredili v smislu prilagajanja, je seveda to, da spet, tako kot pri pridelavi ali pa pri drugih vidikih rabe naravnih virov, izkoriščamo pravzaprav sposobnost narave za potrebe našega preživetja in ustvarjanja pogojev, ki človeku zagotavlja preživetje. Zdaj, jaz pravzaprav ne bi šla v večjo globino, zato ker bi danes pravzaprav današnji dogodek namenjen tem trem našim gostom. K uvodni besedi bi povabila Senko Šilkovič, naša kolegica okoljsko pravnico, ki bo govorila o programskem in pravnem okviru naslavljanja biodiverzitetne krize. Glede na to, da že na polovici aprila porabimo vse naravne vire v Sloveniji, oziroma pripadajoče, imamo dejansko o čem se pogovarjati. Jaz imam v predstavitvi tak najbolj pust del, programski normativni okvir, nima slikickej, tako da s tem sta kolega to namestila bolj slikovito. Ampak vseeno to, kar je Maja najavila, kaj je v mednarodnem prostoru že, je precej več prisotnega, kar se še ni prililo v naš prostor. Eno je, nikoli ne smemo pozabiti na cilje trajnostnega razvoja. To je zato, ker to ni neka konvencija, ker to niso neki, rečemo, vse niso pravno zavezujoči, vendar države so k temu pristopile in so se neformalno zavezali, da jih bodo izpolnjevali in tudi poročajo o izpolnjevanju teh ciljev. In tukaj imamo najmanj dva cilja, ki govorita o življenju v vodi in življenju na kopnem. Vseh ciljev je 17, to so cilji, ki so bili sprejeti leta 2019 za obdobje do leta 2030. Eno je seveda tudi en cilj, so tudi podnebne spremembe, pa še drugi s naravo povezani cilji so, ampak jih ne bi izpostavljala. Te cilji so se začeli postavljati leta 1992 z Rio deklaracijo, srečanjem članic Združenih narodov, takrat je bila sprejeta ta znana agenda 21, no in potem po 30 letih, 2019, nov paket ukrepov. Ker kaj se je zgodilo v naravi, ko se je leta 1970 začela okoljevarstvena, naravovarstvena gibanja, so se potem okrog leta 90 začeli resni pogovori na mednarodni ravni, začeli so se sprejemati konvencije, nastala je Rio deklaracija, res je slabo kaže, moramo nekaj narediti in so države zavezale. In potem, ko so se zavezale, in potem, ko imamo konvencije, po 30 letih je vse še bistveno slabše. Tako da res se moramo pač zamišljati sami nad sabo in ukrepati. Seveda ključna za biotsko raznovrstnost je konvencija o biološki raznovrstnosti, tako je, pač čeprav danes rečemo, v glavnem uporabljamo biodiverziteta, to tako formulirano in sicer je bila sprejeta leta 1992, nedolgo zatem je bila sprejeta tudi okvirna konvencija Združenih narodov o spremembi podnebja, tako da sta nekako z roko v roki in z roko v roki tudi takrat z Rio deklaracijo. Kaj konvencija o biološki raznovrstnosti prinaša? En kup stvari, vendar ključno je, da terja vzpostavitev in zavezo držav, da vzpostavijo neka zavarovana območja in da se izvajajo določeni varstveni ukrepi in da se tudi izvajajo neke presoje vplivov človekove dejavnosti na biološko raznovrstnost. Zdaj, vsaka konvencija ima praviloma
in mehanizem, ki se mu reče srečanje članic pogodbenic te konvencije. To so kopiji. Recimo za podnebno konvencijo imamo zdaj konec meseca oziroma začetku decembra, je že 28. kop, čeprav je bila nekoliko kasneje sprejeta kot konvencija o biotski raznovrstnosti. So pa srečanja nekoliko redkejša, vendar to zadnje je bilo, kar 2 leti je trajalo oziroma v 2 etapah, leta 2021 v Kunmingu na Kitajskem in potem lansko leto decembra v Montrealu. In iz tega, na podlagi res alarmantnih poročil tega medvladnega strokovnega telesa, ki ga ima tudi podobno kot podnebna konvencija IPCC, vam dobro poznani, ima tudi konvencija o biotski raznovrstnosti IPBS, IPBS je to telo, ki ugotavlja stanje in izdaja izjemno alarmantna poročila. No in na tem zadnjem kopu, ki je bil kar precej prelomen, je bila sprejeta tak Kumniško-Montrealski svetovni okvir za biotsko raznovrstnost s nekimi cilji do 2030. Tukaj vidite, vseh ciljev je 23, tukaj sem samo malo izpostavila mogoče najpomembnejše. In vidite, tukaj je spopadanje tudi s podnebnimi spremembami, s sonaravnimi rešitvami oziroma v angleškem besedilu je Nature-Based Solution. In mogoče bo danes tudi priložnost tekom razprave, da ta pojem, ki je v angleščini vztrajno in enoznačno uporabljen kot Nature-Based Solutions, pri nas pa pride ven razne variacije. Največkrat je preveden v sonaravne, da se mogoče malo pogovorimo tudi o tej terminologiji. In mogoče tole čisto zadnje, ta Montrealski okvir predvideva tudi ozelenitev mestnih površin. Tako daleč gre, tako je to prepleteno. Tukaj spodaj je povezava na sam sporazum, ker ta gradiva bodo potem tudi objavljena, pa boste imeli dostopu. No in na ravni EU, če pogledamo naš kontekstualni širši okvir, ne moremo mimo tega, da je Evropski parlament že leta 2019 razglasil izredne podnebne in okoljske razmere. Spet je tukaj prevod, resolucija glasi kot emergency. Emergency je nekaj drugega, pri nas sicer uporabljamo termin izredne razmere, ampak emergency vendarle kaže na eno nujnost. Izognili so se terminu kriza, ampak ta nujnost je ključna. In noter v tej deklaraciji oziroma resoluciji je tudi narava, tudi ta kriza narave, biotske raznovrstnosti. Potem ne smemo pozabiti, da imamo v EU tudi okoljske programe, akcijske načrte, obdobne, in da zajemajo tudi naravo. In če samo povzamem, eden izmed ciljev je, narava je zavarovana in obnovljena. Zakaj govorimo o obnovi narave? Če gledamo naravo in pogosto se uporablja termin naravni kapital, in če to prevedemo v te finančne termine, mi smo se pri naravi zelo zadolžili. Ne samo, da jo uporabljamo, kolikor jo je, mi smo malo veliko zazjali in smo meham preveč pojedali in smo se zadolžili. In zato smo danes v stanju ne samo, da moramo nehati preveč uporabljati, ampak moramo ta dolg povrati. To je isto, kot če si doma preveč zakreditiran. Kakšne ukrepe sprejmeš? Najprej zmernost in hkrati moraš še rezervo ustvarjati, da dolg poplačuješ. In točno to moramo zdaj nekako, če prevedem nazaj na naravo, tudi naravi povrati. Zato je obnova prišla v ospredje. Ni več ohranjamo. Mi ohranjamo 30 let, pa je slabše. Torej ne ohranjamo dobro, bolj moramo ohranjati in še obnavljati. Potem imamo tudi za naravo zelo pomemben
ničelnemu onesnaževanju zraka, vode in tal. In pa ne pozabimo, prav bi rekla, zgodovinska je, da smo dobili strategijo za tla, ker tlom se izogiba širša skupnost in evropska skupnost obravnavi tal že dolgo, no in zdaj imamo vsaj strategijo za tla, ker tla so v bistvu neobnovljiv vir, prst in izjemno dragocen in se moramo začeti s tem ukvarjati. In pa seveda strategija za prilagajanje podnebnim spremembam, tudi veliko govori o naravi, ključna pa je jasno strategija Evropske unije za biotsko raznovrstnost do leta 2030. Tam je čas izletel. Zdaj v predpisih ne bi preveč govorila, seveda ptičja direktiva, habitatna direktiva, tudi direktiva o okoljski odgovornosti se kar precej nanaša na naravo, na zavarovano naravo, seveda pa še mnogo drugega, kar se tiče voda, morja, se dotika narave, ampak ni danes to tema. Mogoče par besed o strategiji za biotsko raznovrstnost, ki je ta trenutek ključen dokument za to področje in ki ima tudi ambicijo, da nekateri cilji in zaveze in usmeritve iz te strategije postanejo pravno zavezujoče. Poudarjena je nujnost, izpostavljena je kriza na področju biotske raznovrstnosti in o tem bo več Urša povedala, kakšna je ta kriza, kako se odraža. Zaradi tega je nujno varstvo in obnova narave z določenimi cilji v odstotku kopenskih, morskih območij, ki jih je treba pravno zavarovati in vzpostavljeni so gozdovi in pa apelira se ne samo v tem, tudi v mnogih drugih dokumentih na učinkovito upravljanje zavarovanih območij. Ker če ti samo zavaruješ, ne pa upravljaš na način, da prihaja to upravljanje do nekih ciljev, je to dejansko bolj kilavo. In konkreten načrt pa je, da se določijo pravno zavezujoči cilji, da se zmanjša upadanje opraševalcev, oziroma da se trend obrne, da se vključujejo tudi kmetijska zemljišča v ta sistem obnove narave in krajine. In eden zelo pomembnih ciljev za Evropo, da se vsaj na 25% kmetijskih zemljišč izvaja ekološko kmetovanje. Pri nas je ta trenutek še vedno 11%, po zadnjem znanem podatku, ki je sicer malo zastarel, ampak novejšega nimamo. Cilj je, mislim, da 18 v kmetijskem načrtu do 2027. Vendar je kar težko, ker ni zadosti finančnih tokov, ne podpira prehoda na ekološko kmetovanje in ne podpira vzpostavitve ustreznih struktur, svetovalnih in izobraževalnih, skratka, ni dovolj teh kmetijskih svetovalcev za to področje. Eno je tudi posaditi 3 milijarde dreves in že do leta 2021 bi moralo imeti vsako mesto, ki ima več kot 20.000 prebivalcev, načrt ozelenitve. Ne vem, če ste že slišali pri nas za kakšen načrt ozelenitve. Pa na reke se nanaša tudi, da bi zagotovili eno določeno število rek prostega toka, skratka, da se odpravijo ovire, ki jih postavi človek in še drugi cilji. In eden izmed korakov, takoj ko je bila sprejeta strategija, je potem Evropska komisija pristopila k pripravi teh zavezujočih pravil za izvajanje strategije, za doseganje teh ciljev strategije. In v našem prevodu je uredba o obnovi narave,
ni še sprejeta, zdaj bom obrazložila, v kakšni fazi smo. Uredba je v evropskem prostoru se ji pač v angleščini reče regulation in uredbe za razliko od direktiv so neposredno zavezujoče, tako kot pa nas zakon. Dobesedno jo moramo uporabljati in takoj, ko je sprejeta, velja dobesedno kot nacionalni zakon, dočim direktivo je pač, jo moramo spoštovati, vendar jo njeno vsebino prenašamo v svojo zakonodajo. In tukaj bi posebej poudarila to, da ko imajo ti osnutki predpisov, že v originalu imajo včasih v oklepaju še kakšno nek krajši izraz. In ta krajši izraz v predlogu te uredbe je Nature Restoration Law, zakon. Čeprav zakona kot tipa predpisa na ravni EU nimamo, da ne boste to mešali, to je še zmeraj uredba, vendar ta uredba in uredba o podnebnih spremembah je dobila to okrajšavo law, kar pomeni, da je Evropska komisija dala s tem oziroma pač vsi organi, ki so sprejeli, upamo, da bodo to tudi sprejeli, dala znak, da je to da je to bolj pomembno kot vse ostalo, ker zaenkrat, kolikor jaz poznam, samo te dve uredbi imata okrajšavo law. Samo pri nas bomo dosledno uporabljali uredbo, zato da se ne bi mešali, da ljudje ne mešajo z zakonom. In komisija je predlog pripravila, bil je v vseh postopkih javne obravnave in potem je šel v parlament, tam je bil pa zelo tesno. Najprej na odboru za okolje, komaj, da je šlo čez, komaj, da je bil predlog podprt na način, da gre lahko v nadaljnji postopek, da ni bil že v štartu zavrnjen. Nasprotovanje je veliko iz področja kmetijstva, iz področja bolj konzervativnih strank in na temle zdaj se zelo bije tudi neka predvolilni boj za drugoletne volitve v Evropski parlament. In kje smo zdaj? No, potem je počasi odkorakal zakon malo naprej. Evropski svet EU ga je načelno podpiral, Slovenija, oziroma naš minister ga je podprl v Evropskem svetu EU. In potem je potekal trialog nekako končnega besedila, ker je mnogo amandmajev začeli padati v vseh koncev. In 9.11. zdaj, dejansko par dni nazaj, so predstavniki Evropskega parlamenta, se pravi predstavniki, ne Evropski parlament kot celota, tisti, ki so sodelovali v tem procesu in sveta dosegli strinjanje. Teksta vam ne moram še predložiti, ker ga ta trenutek še ni, bo pa lahko morda razpoložljiv v teh dneh. In zdaj sledi konec meseca ponovno glasovanje, ta zadnja faza, glasovanje in potrjevanje tega usklajenega besedila v odboru Evropskega parlamenta. In ta faza je zelo delikatna in če bo šla čez, če bo bil zakon podporo oziroma uredba, potem bo lahko plenarno glasovanje v Evropskem parlamentu že v decembru, sicer pa mogoče januarju ali februarju. Tako da zelo na tankem ledu je tale akcija. In tukaj vidite pa nekaj ključnih glavnih rešitev, kakršne so danes predstavljene po zaključku trialoga. Te stojijo, za ostale še ne vemo, za podrobnosti tudi ne. In da zaključam samo še z nacionalnim pogledom. Kot ne smemo nikoli izgubiti ciljev trajnostnega razvoja izpred oči in se na nje tudi sklicevati, ker jih moramo uresničevati, ko izvajamo politike, tako tudi ne smemo pozabiti na strategijo razvoja Slovenije do 2030. Ta ima 5 strateških ciljev in eden izmed teh 5 strateških ciljev je ohranjeno zdravo naravno okolje. Se pravi, samo od 5 je to eden zelo ključen cilj strateške usmeritve Slovenije. Potem je posebej naravi namenjen 9. cilj,
trajnostno upravljanje z naravnih virov in v okviru tega cilja je mnogo nekih podciljev in eden je tudi ohranjanje visoke stopnje biotske raznovrstnosti in krepitev ekosistemskih storitev. Na nacionalni ravni še ni govora o obnovi. Ni v ključnih dokumentih, je še nisem naletela na obnavljanje. Imamo pa še nacionalni program varstva okolja do 2030, ta tudi ni za v predal, to je nekaj za na mizo. To je vedno treba pogledati, bogate vsebine, bogate usmeritve in pa imamo tudi dolgoročno podnebno strategijo, ki ima biodiverzitetni namenjeno celo poglavje. Na zakonski ravni pa imamo seveda zakon o varstvu okolja, ohranjanju narave, pa še celo vrsto drugih področnih z naravo povezanih zakonov. Hvala. Evo, še tole pa slikica iz spletne strani Združenih narodov. To bi si želela, da bi bilo pri nas tudi skole nekaj climate action stran, z nekimi takimi izjavami oziroma prispevki. Še bolj pa, kot da bi bila to spletna stran, da bi pa bilo to na politični agenda. Hvala. Za ta super uvod, Senka vedno reče, da je to pusti okvir, ampak v bistvu je pač nek ta odraz, vendar le kolektivne zavesti o tem, kje smo, kam gremo in kaj nas pri tem vodi, kar počnemo. Pravzaprav vsak dan, ne samo, kada vizionarsko gledamo v prihodnost. In ja, jaz moram reči, da mene tudi vedno znova ta pogled nazaj vedno prizadene, da se že v 70-ih letih pravzaprav govorilo o podobnih problemih in o vzrokih težav v okolju in, če hočemo tudi v zdravju ali pogojih življenja za človeka, pa pravzaprav v 50-ih letih zelo veliko razvijamo konceptualnih pristopov, pogledov, milenijskih cilji, 8 milenijskih ciljev na prelomu, pravzaprav zelo izpostavi ta družbeni moment, še to bolj kot varstvo okolja, in potem jih malo po tistem leta 15, ko bi milenijske cilje že pravzaprav dosegali, razvijamo teh 8 na 17 ciljev trajnostnega razvoja, kjer pravzaprav gremo res v velike detajle in hkrati še vedno pri ukrepanju oklevamo, čeprav se napovedi, ki nam jih znanost, ki je povezana z napovedovanjem prihodnosti, kažejo, uresničujejo. Eno od takih napovedi je na primer ta, ki govori o tem, da s tem, ko so ogrožene živali in rastline in narava, in ko se morajo, kot sem prej omenila, in premikati po prostoru, se z njimi selijo tudi bolezni, tudi virusi in je tudi človekovo zdravje kar naenkrat na nov način ogroženo. Mi smo imeli to pandemijo COVID-a, ki bi nam lahko mogoče ta vidik pripeljala v zavest in takrat so se velika pričakovanja v katerih krogih razvila, da bo spodbudila neka ukrepanja, ki bodo bolj temeljito podprla naše odločanje v to smer tega iskanja teh ravnovesij, pa se to nažalost ni zgodilo. Tako da ja, nadaljujemo v tem poglabljanju razumevanja in dajem kar besedo dr. Urši Koce iz Društva za opazovanje in preučevanje. Lepo pozdravljeni. Govorila bom torej o podnebnih spremembah in izginjanju narave, o teh dveh prepletenih krizah. Tematika je pravzaprav zelo kompleksna. Če bi jo zaželeli res v podrobnosti obdelati, bi lahko verjetno sedeli na eni konferenci več dni. Mi se bomo pravzaprav na hitro sprehodili čez neka ključna sporočila. Zdaj, istoimensko kampanjo smo v bistvu pripravili v delovni skupini za varstvo narave v mreži Plan B za Slovenijo. In smo tudi izdali nekaj gradiv, ki so zdaj dostopne na spletni strani, pa vam lahko tudi kasneje posredujem naslov te spletne strani. Da so podnebne spremembe zaskrbljujoča stvarnost sedanjosti, pa tudi izziv prihodnosti, mislim, da nam je danes že vsem jasno. Na vsezadnje lanski kraški požari, letošnje povodni nam govorijo o tem, da je kriza tudi na našem domačem pragu. Mogoče je marsikdo, tako kot tudi jaz, moram priznati, ni pričakoval, da bo prišla tako hitro, da je to že stvar v bistvu
zdajšnjih let, ampak očitno je tukaj. In posledice podnebnih sprememb v naravnem okolju so zaznavne že tudi v Sloveniji. Beležimo celo vrsto trendov s tem povezanih. Poleg seveda dvigovanja temperatur, so tukaj še razni učinki na rečnih pretokih, gladina morja se zvišuje, slanost morja se znižuje, snežna odeja se tanjša, vedno krajša je, ledeniki se krčijo, celinske vode se segrevajo, vedno več in bolj dolgotrajne so suše, požari se stopnjujejo, skratka mnogi učinki, ki so že dosti zaznavni. In tule desno zgoraj, to so pa v bistvu napovedi po podnebnih modelih, ki jih je izdelal ARSO. V primeru pesimističnega scenarija, to se pravi v primeru, da v zvezi s podnebnimi spremembami nič ne ukrepamo in živimo dalje na način, kot živimo, lahko v koncu stoletja pričakujemo v bistvu takšne razmere, ki so po mojem za večino od nas nepredstavljive, glede na to, kaj se dogaja že zdaj v okolju. Hkrati pa je s podnebno krizo smo tudi deležni biodiverzitetne krize. Kaj to pomeni? Pomeni, da je pač ta izredna raznovrstnost življenja na Zemlji danes ogrožena v krizi. Govorimo, da živimo v obdobju 6. množičnega izumiranja vrst v zgodovini Zemlje. Seveda je to prvo množično izumiranje v zgodovini človeštva in tudi povsem nobenega dvoma več ni, da to izumiranje povzročamo ljudje s svojo dejavnostjo. In biodiverziteto vloža preplet različnih dejavnikov. 5, bom rekla, sklopov dejavnikov je prepoznanih, uničevanje življenjskih okolij, prekomerno izkoriščanje naravnih virov, razširjanje invazivnih tujerodnih vrst, onesnaževanje in med temi dejavniki vse bolj tudi podnebne spremembe. O čem pravzaprav govorimo, ko govorimo o upadanju biodiverzitete? Običajno to povezujemo z izginjanjem vrst oziroma izumiranjem vrst, se pravi, na Zemlji je vedno manjše število vrst, se pravi, običajno najbolj znan nam je tale nivo izguba vrstne pestrosti, izguba raznolikosti vrst, vendar v resnici govorimo o izgubi te pestrosti na različnih nivojih, tudi izguba genske pestrosti in izguba ekosistemske pestrosti, kar vse skupaj predstavlja to biodiverzitetno krizo. In seveda, predno neka vrsta izumre, zaznavamo negativne trende njenih populacij. Konkretno tole so trendi ptic kmetijske krajine v Sloveniji od leta 2008 do leta 2023. V kmetijski krajini so najbolj ogrožene travniške ptice, najhitreje upadajo, kar je seveda povezano z izginjanjem njihovega habitata. In seveda, ko zaznavamo te trende, običajno tudi opredelimo, kaj so ključni dejavniki ogrožanja. In dokler te trendi še niso preblizu ničle, je ta trend še možno obrniti. Medtem, ko pridemo na, bom rekla, zelo nizek indeks, takrat pomeni, da so populacije že tako prizadete, da je samo še stvar časa, kdaj bodo izumrle, ne glede na to, kako mi ukrepamo. Zato je seveda skrajni čas, da začnemo ukrepati, da te trende še lahko obrnemo. Posledica je seveda slabo stanje številnih vrst in tudi habitatnih tipov. Tukaj je predstavljeno stanje evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov v Sloveniji. To so tiste vrste in habitatni tipi, o katerih poročamo tudi po habitatni direktivi Evropski komisiji. In vidite, da je kar nekaj rdečega in oranžnega, to pomeni vrste, ki so v slabem ali pa nezadostnem stanju. Problematična je tudi ta siva barva, se pravi, za mnoge vrste niti še ne vemo, v kakšnem stanju so,
kaj šele, da bi vedeli, kakšni so dejavniki ogrožanja, kaj šele, da bi znali ukrepati. In tudi znano je na globalni ravni, da številne vrste izgubljamo, preden jih sploh spoznamo. Podnebne spremembe, lahko rečemo, poglabljajo krizo biodiverzitete. Danes podnebne spremembe še niso prepoznane kot, oziroma ne predstavljajo še, bomo rekli, najpomembnejšega dejavnika izumiranja vrst. Zaznavni so pač pritiski povezani s podnebnimi spremembami, vendar kljub vsemu so te, bomo rekli, pritiski iz drugih sektorjev, iz drugih segmentov veliko močnejši. Recimo že Maja je uvodoma omenila pridelavo hrane. Kmetijstvo je dejansko eden najmočnejših sektorjev, kjer je prisotnih največ dejavnikov ogrožanja vrst. Tule vidite klimatske spremembe tudi, ampak ne v tako veliki meri kot drugi dejavniki. Povedala bi morda še to, da na globalni ravni številni raziskovalci se ukvarjajo s tem, da bi pravzaprav napovedali, kakšen je učinek podnebnih sprememb na biodiverziteto danes in pa tudi v prihodnosti. In nekako te modeli stanja biodiverzitete napovedujejo oziroma kažejo na to, da so te učinki podnebnih sprememb, da prevladujejo negativni učinki, zelo težko pa je napovedati, kakšen je obseg teh učinkov. Tako da nekateri modeli so bolj pesimistični, nekateri bolj optimistični, skratka, prav točno pa ne vemo, kako bodo v prihodnje vplivali podnebne spremembe na vrste. Kot sem že omenila, smo v naši delovni skupini se posvetili tem vplivom podnebnih sprememb na živi svet. Pripravili smo eno dokaj obsežno pregledno študijo, strokovno študijo, kjer smo se pravzaprav osredotočili na vrste, ki živijo v Sloveniji, ker smo tudi hoteli na nek način približati javnosti, strokovni javnosti in drugi javnosti, da so tudi med našimi vrstami vrste, ki jih podnebne spremembe ogrožajo oziroma na njih negativno vplivajo, da nismo vedno pri severnih medvedih, čeprav je to tudi problem, ampak v narekovaju severne medvede imamo tudi v Sloveniji. Tako da ti vplivi podnebnih sprememb na živi svet so zelo raznoliki in na različne načine vplivajo na vrste. Recimo, vplivi so lahko negativni čisto na telesne in fiziološke lastnosti organizmov, recimo velika pliskovka, ima zaradi zniževanja slanosti vode ta problem, da je manj odporna na različne parazite, na kožne bolezni. Lahko vplivajo na vedenje, recimo rjavi medved se zaradi tanjše snežne odeje, zaradi višjih temperatur po zimi bolj pogosto prebuja, posledično je več konfliktov tudi s človekom. Lahko vplivajo podnebne spremembe na fenologijo, to je časovni razpored življenjskega cikla tekom leta, recimo podaljšuje se rastna doba, navadna leska kot predstavnica, bomo rekli, listopadnega gozdnega drevja, danes so zeleni bistveno prej kot recimo še pred nekaj desetletji, s čimer je zelo podvrženo potem tudi spomladanskim pozebam. Spreminja se geografska razširjenost vrst. Barjanska deva izgublja svoj areal, se pravi območje razširjenosti, tudi zaradi podnebnih sprememb. Podobno velja za borovničevo bledico, to je en metulj, ki je vezan na, bomo rekli, vršja gora in zaradi zviševanja temperature se njegov življenjsko okolje pomika vedno bolj proti višjim nadmorskim višinam in seveda teh enkrat zmanjka. Tako da ga bodo podnebne spremembe pravzaprav izrinile iz našega okolja. Skolistna mrežica, to je ena rastlina obmorskih slanišč, seveda ogrožena zaradi dvigovanja morske gladine. Potem podnebne spremembe tudi vplivajo, posegajo v medvrstne odnose, recimo zanimivo, belka, naša visokogorska vrsta ptice,
se v jeseni, preden zapade sneg, oziroma v času, ko zapade sneg v gorah, takole zamenja perje, postane popolnoma bela, ampak ker snega zdaj kar ni, je ona bela v takem še popolnoma no, kam pa zdaj gre? Se vračam. Popolnoma v bistvu jesenskem okolju in ugotovili so raziskovalci, da je veliko bolj podvržena plenjenju, se pravi večja smrtnost zaradi teh pritiskov. Podobno tudi vidra, no tukaj pa z druge strani ona pa izgubila svoj plen zaradi pač vplivov podnebnih sprememb na vodotoke, ker se pač vodotoki v poletnem času izsušujejo. To močno vpliva na populacije rib, ki so njen glavni plen. Skratka, kot vidite, imamo tudi v Sloveniji mnoge, rekla, severne medvede in te vplivi podnebnih sprememb poleg drugih dejavnikov pač predstavljajo močne pritiske na te vrste. Govorimo o tem, da so podnebne spremembe in kriza biodiverzitete, da so prepletene. Tukaj na desni strani vidite, da so podnebne spremembe, biodiverziteta in delovanje ekosistemov, ki je pravzaprav ključno tudi za naš obstoj, za odpornost naših skupnosti, da so povezane v eni takih zanki. Mi temu rečemo pozitivna povratna zanka. Če podnebne spremembe negativno vplivajo na biodiverziteto, ta predstavlja pač, oziroma negativno vpliva na delovanje ekosistemov in podobno, če ekosistemi niso odporni, slabo delujejo, še pospešujejo podnebne spremembe in zapadamo v začaran krog. Biodiverziteta, se pravi visoka biotska raznolikost, je steber delovanja ekosistemov. Ko začnejo vrste množično izginjati iz ekosistemov, se ekosistemi porušijo. Določeno zmožnost prilagajanja in odpornosti imajo, ne gre pa to v nedogled. Tako je podobno kot zgradba, če iz nje pobiramo posamezne zidake, nekaj časa bo zdržala, enkrat se bo pa zrušila. In s tem, ko pač slabimo biodiverziteto, slabimo naše ekosisteme in posledično se podnebne spremembe še pospešujejo. Zato, ker so ekosistemi ključni za blaženje in pa tudi prilagajanje na podnebne spremembe. Tako da, ko govorimo o reševanju podnebne krize in biodiverzitete krize, jo pač ne moramo naslavljati in reševati ločeno. Pravimo, da imamo pač prednost ukrepi, s katerimi je dosežena sinergija pozitivnih učinkov na podnebje in biodiverziteto. In razvit je bil tako imenovan koncept Nature-Based Solutions, na naravi temelječih rešitev. Pojavlja se tudi, kot je že Senka omenila, izraz sonaravne rešitve. To je v bistvu koncept, ki ga je definiral in postavil standarde pred približno 20 leti IUCN, Mednarodna zveza za varstvo narave. Gre za mednarodno uveljavljen standard, ki pravzaprav ne dopušča zelo veliko lastne interpretacije, kljub temu, da je fleksibilen in aplikativen na različnih področjih, ne samo na področju prilagajanja na podnebne spremembe. Pa lahko potem kasneje razpravimo, še tudi mogoče temu namenimo kakšno besedo. In pa še eno načelo, ne škodovati bistveno, to je pa načelo, ki ga je pa Evropska komisija pričela uveljavljati najbolj, se pravi, mislim, da prvič, da ga je želela uveljavljati, je bilo v tem načrtu za okrevanje in odpornost, kar pomeni, da nobeni ukrepi, ki jih izvajamo, v tem primeru ukrepi za spopadanje s podnebnimi spremembami, ne smejo bistveno škodovati biodiverziteti. Zdaj prepričana sem, da tisti, ki se s podnebnimi spremembami dnevno ukvarjate, veste, kaj pomeni blaženje in prilagajanje, za ostale pa morda je samo pojasnilo. Namreč z izrazom blaženje podnebnih sprememb govorimo
o omejevanju globalnega segrevanja pri izvoru, konkretno to pomeni o zniževanju vsebnosti toplogrednih plinov v ozračju, medtem ko prilagajanju podnebnim spremembam pa v bistvu pomeni spopadanje z že zaznanimi učinki, ne? Se pravi prilagajanje na poplave, na požare in tako tisto, s čimer se že soočamo danes v okolju. No, oba ta dva koncepta na naravi temelječih rešitev in pa ne škodovati bistveno je predvsem Evropska komisija v svojih politikah začela pred nekaj leti intenzivno uveljavljati. Zanimivo, da sta našla svojo pot že tudi v osnutek podnebnega zakona, sicer zaenkrat sta tam na načelni ravni opredeljena, ampak vendarle. Pa bi se zdaj ustavili še malo pri pomenu ekosistemov za blaženje in kasneje še za prilagajanje na podnebne spremembe. Kad sem omenila blaženje podnebnih sprememb, pomenijo ukrepi za zniževanje toplogrednih plinov, predvsem ogljikovega dioksida v ozračju. No, običajno to povezujemo z ukrepi, kot so obnovljivi viri energije, pa še drugi podnebni ukrepi, kaj so zmanjševanje emisij v prometu, v industriji in tako. Ampak v resnici nam naravni, dobro delujoči ekosistemi pri tem lahko izdatno pomagajo, ker imajo zelo veliko kapaciteto po eni strani za shranjevanje ogljika. Kaj to pomeni? V njih je ogljik nakopičen v obliki organskih spojin, recimo v lesu ali pa v listju, bomo rekli, je shranjen, da ne pride, da se ne sprošča v ozračje, in pa tudi za vezavo ogljika. To pa pomeni, da pač predvsem rastline po poti fotosinteze pač vežejo ogljikov dioksid iz ozračja v organske spojine, se pravi v biomaso. No, nimajo pa vsi ekosistemi ali pa vsi habitatni tipi enakih kapacitet za blaženje. In zelo pomemben je, da znamo različne ekosisteme in habitatne tipe pravzaprav klasificirati, kvantificirati, kakšen je njihov pomen. In zato je tudi Evropska okoljska agencija financirala en projekt, pravzaprav klasifikacije teh ekosistemov, in to so prvi preliminarni rezultati. Morda, če pogledamo samo kapaciteto gozdov, se pravi različnih tipov gozdov, niso vsi gozdovi enaki, poznamo različne tipe gozdov. Vidite, da imamo zelo širok razpon njihovih kapacitet, glede na to, koliko lahko shranjujejo tega ogljika ali pa koliko so sposobni vezave ogljika. In če želimo seveda ciljne ukrepe, ki bodo zelo učinkoviti, potem moramo poznati tudi te dimenzije, bom rekla, ekosistemov. Pa mogoče še na kratko za konec o prilagajanju. Ker sem začela s požari na Krasu, pa z letošnjimi poplavami, mogoče bi se na kratko največ ustavila pri teh dveh problematikah. Če začnemo kar pri poplavah, ocenjena škoda, veste, da je danes, nekaj milijard evrov, če se ne motim, in nedvomno je, in mislim, da se pravzaprav vsa stroka, ki se ukvarja z upravljanjem voda, danes strinja, da je ta škoda toliko večja danes, zato ker smo na neprimeren način upravljali z vodami v preteklosti. Regulacije, poseganje v vodotoke, recimo, tukaj vidimo potek regulirane struge in poselitev v strugi v poplavnem območju voda, kadar je zelo veliko, se prav čist, ne vem, kaj si mi zamišljamo kot rečno strugo, ampak ubere pa svojo pot. In mislim, da je to tudi danes eden večjih izzivov, ki je pred nami, ali bomo pravzaprav sposobni to obnovo po poplavah zapeljati na način tudi, da bomo pravzaprav upoštevali rešitve, ki jih ponuja narava, to pomeni kapaciteto naravnih ekosistemov za
pravzaprav blaženje teh učinkov. In ravno na področju upravljanja voda je teh možnosti kar veliko, predpostavki seveda, da imamo na voljo še vedno nekaj prostora za to, kar pa mislim, da ga imamo. Druga stvar so pa požari na Krasu. Morda se spomnite, tako požari zelo take odmevne, no, tudi prostovoljske akcije, kako smo pravzaprav hiteli s tem, da bi vsa ta požarišča na hiter na novo pogozdili. Takrat se je skupina tudi naravovarstvenih organizacij, predvsem nevladnih organizacij, na to odzvala, se pravi, ko je prišel ven načrt za sanacijo teh gozdov na Krasu po požaru. Namreč to območje Krasa je hkrati tudi biodiverzitetno zelo bogato in tisto, kar zagotavlja visoko biodiverziteto, tam je ta tipična, tradicionalna kraška krajina, ki je v bistvu nek tak mozaik, preplet odprtih habitatov z morda manjšimi zaplatami tudi gozdnih habitatov in pravzaprav ta biodiverziteta je na Krasu ogrožena prav zaradi intenzivnega zaraščanja, zaradi opuščanja rabe te krajine in tudi v preteklosti zaradi intenzivnega pogozdovanja z predvsem s črnim borom. Kar pa hkrati pomeni tudi velik potencial oziroma velik potencial za požare, ker če je veliko lesne biomase, seveda so požari bolj intenzivni, težje jih je blažiti. Tako da tukaj je bila dana pa zelo močna pobuda za to, da bi se pravzaprav tudi v smislu prilagajanja na podnebne spremembe in hkrati ohranjanja biodiverzitete obnovila ta tradicionalna kraška krajina. En zelo podoben projekt, mogoče kot primer, live projekt so izvajali v francoskih Alpicah, kjer so se spopadali s popolnoma podobno problematiko in ta projekt je bil zelo uspešen in je tudi dal pozitivne rezultate. Proti zaraščanju se pa predvsem borijo na ta način, da ponovno spodbujajo rabo te krajine skozi ekstenzivno pašo. Bom pa zaključila zdaj še z tem, o čemer nam je več povedala Senka. Prav zdaj, kot je že Senka povedala, pač poteka proces sprejemanja te uredbe o obnovi narave, ki je zelo ambiciozna in je zato tudi seveda tarča mnogih spodkopavanj in napadov. Mogoče bi povedala še to, da je se pravi steber varstva narave v Evropski uniji do zdaj so bile predvsem direktiva o habitatih in ptičja direktiva. In značilnost direktiv je, da niso, bom rekla, neposredno zavezujoče za države članice, ampak države članice implementirajo direktive tako, da jih najprej prenesejo njihova določila v svojo zakonodajo, v svoje predpise in potem prek svojih predpisov to izvajajo. Medtem ko uredba je neposredno zavezujoča, se pravi dobesedno, kar v uredbi piše, so države članice na tak način tudi dolžne izvesti, česar se pa na žalost mnogi bojijo. Po eni strani verjetno zaradi interesov, sem pa prepričana, da tudi zaradi preslabega poznavanja koristi, ki jih imamo od narave. In to so nekako pač tiste ključne pobude oziroma ključni cilji za ohranitev in pa obnovo narave, ki so opredeljeni tudi v tem zakonu in strategiji za biotsko raznovrstnost. Tako da zavzemamo se, da vrnemo naravo v naše življenje, v našo korist in seveda tudi veselje, ker narava ni koristna samo v praktičnem smislu, ampak vsaj upam, da tudi vam prinaša veliko veselja. Tako da s tem bi zaključila in hvala za pozornost. Super, hvala.
tudi v Društvu krajinskih arhitektov smo v bistvu na to reagirali v podobnem smislu, na obe nesreči, konceptualno, ker je v bistvu za krajinskega arhitekta koncept sonaravnega urejanja prostora in koncept tega ne konkretno škoditi, ne povzročati nepovratnih škod, nekaj, kar je ugrajeno v študiji in je seveda nekaj, kar je starejše od tega, kako je Slovenija stopila v Evropsko unijo in kaj nam Evropska unija predava. Zakaj to rečem? Zato, ker je v bistvu to ta nesreča, da v bistvu že vse vemo, da je v bistvu upravljanje slovenskih voda pravzaprav bilo izrazito sonaravno, tako kot tudi upravljanje slovenskega gozda. Da je požar na Krasu posledica tega, da se ne upravlja v bistvu proaktivno in da ljudje, ki so lastniki, ko se je lastništvo zelo razpršilo in razdrobilo, niso pripravljeni aktivno upravljati, se pravi tudi kositi travnikov, zato da se ne zarašča in podobno. In pri vodah imamo sliko, ki je še bistveno bolj kritična pravzaprav. In tukaj mogoče samo tako dva taka detajla v teh dimenzijah, kaj to obnavljanje narave prinaša, kakšni potenciali se skrivajo. Za gozd rečejo, da bi varstvo, upravljanje in obnavljanje gozdov na globalni ravni, da skriva v sebi 2/3 vsega omilitvenega potenciala. 2/3 vsega omilitvenega potenciala za borbo proti podnebnim spremembam. Ampak presenečenje pa tukaj, šotišča in mokrišča, se pravi vodno okolje in vodno življenjsko okolje, ki v primerjavi z gozdom, ki ima 30% zemeljskega površja, ima samo 3% zemeljskega površja. In ta potencial je pa bistveno večji kot potencial gozda. Ta razlika, da ima dvakrat tak potencial kot gozd. Na 3% površine imajo vodnata območja toliko večji potencial kot ta na 30%. Se pravi, se da tudi prioritete postaviti in vidimo, da to, ko rečemo, sonaravno urejanje vodotokov in predvsem obalnih pasov, koliko je to izjemnega pomena. In zdaj imamo še enega sogovornika, potem bomo pa lahko se pogovarjali, in sicer je z nami še Rudi Kraševec, biolog in ekolog, tako da izvoli beseda tvoja. In sicer biodiverziteta, podnebna kriza in naravovarstvo. A smem vprašati, vi ste prisotnosti, a ste jo podpisali, a se kje nahaja? A ste jo podpisali, se opravičujem, ampak projektne zahteve. Halo, lep pozdrav sem skupaj, moj ime je Rudi Kraševec. Najprej hvala za povabilo, da lahko predstavim to tematiko. V bistvu prepletenosti podnebne in biodiverzitetne krize nakazuje neka ta bajkova mreža, ki je v ozadju, da se upravičujem, če kdo ima araneofobijo, ampak je tak čudovit naravni prikaz tega, kako je v bistvu prepletenost ali ekosistemov ali česa drugega pomembna in naravi prisotna. Mogoče ena taka anekdota za začetek, bil sem na enem dogodku, kjer je bil fokus podnebne spremembe, prilagajanje, podnebna pravičnost in tako naprej, ker so bili v glavu prisotni podnebni, aktivisti, strokovnjaki in tako naprej. In jaz sem biolog po izobrazbi in sem prišel tja iz naravovarstvenega vidika. Sem gledal in poslušal in sem gotovo, da mi govorimo različne jezike. Da enostavno na agendi dnevnega reda, česarkoli, ni bilo niti omenjenega varstva narava pri podnebnih spremembah. Čakaj, kako to? To v bistvu za moje pojme ne gre eno brez drugega, Tako da si želim v bistvu čez današnje predavanje, predstavitev nekako orisati, kako jaz vidim, kako sem po svoje izkušnje dojemam to prepletenost podnebne in biodiverzitetne krize. Kakšen je povsakdanjik in povsakdan drugačen, tako da vam ne znam povedati. No, tako ena kratka predstavitev Društva Dinarikum, kjer prihajam, kaj predstavljam, je Društvo za raziskovanje, ohranjanje in trajnostni razvoj Dinaridov. Naš glavni fokus je predvsem preobčevanje in varstvo velikih zveri ter seveda gozda. Mogoče ena taka najbolj prepoznana aktivnost, ki smo jo v preteklosti izvajali, howling, oziroma popis teritorialnih volkov za izzivanjem tuljenja. Smo pa drugače kot nevladna organizacija v javnem interesu. Drugače, jaz sem po izobrazbi biolog oziroma ekolog, zaposlen sem v Notranjskem regijskem parku v Cerkvenci, sicer sem pa tabornik, ljubiteljski fotograf, pohodnik in rad imam naravo. In
Zdaj, za današnjo predstavitev, v bistvu sem si mogel zbrati en ekosistem, nekaj, česar ne maram delati, ne maram tega favorizirati, ampak če bi si zmogel zbrati en, ki bi izbral gost, ne. To je en zelo kompleksen ekosistem, ker se je oblikoval skozi 300 milijonov let brez človeka. Človek je v zadnjih letih šele prisoten in vpliva, v bistvu najbolj vplivu z lovom na velike sesalce, potem s požigalništvom, na koncu kmetijsko revolucijo. Imamo veliko različnih gozdnih tipov, pri nas je pa nekako prevladujoč mešani gozd zmernega pasu. In seveda, če sem zbral gozd, moram zbrati tudi njegove prebivalce. Tle imamo nekaj tipičnih gozdnih prebivalcev, pri nas rastlin, gljiv in živali, imamo pa še številne druge. In katera skupina živali je najbolj prepoznavna kot gozdna žival? Verjetno so to velike zveri, ne? So tudi zagotovo najbolj karizmatični predstavniki gozdnih živali, če ne najbolj karizmatični predstavniki živali nasploh. In tudi mene so pritegnili za svoje karizmatičnosti in v bistvu sem tekel svoje študijske poti, sem se lotil podrobnejšega tudi izpoznavanja, preučevanja njihove ekologije in biologije. Ugotoviš hkrati, da so to ene najbolj raziskanih vrst, ki so pa hkrati tudi zelo pomembne v ekosistemih, ker v bistvu vplivajo tako na svoje plenske vrste, kot na ekosistem kot tak okoli sebe. In mogoče najlažje to ponazorim z nekim prikazom odnosov v ekosistemu, ki jih ima volk. Ima nekakve neposredne vplive, se pravi pleni jelenjad in vpliva na številčnost jelenov. Ampak to je primer iz Yellowstonea, kjer so ugotovili, da je volk pozitivno vplival na prisotnost bobra. Kako zdaj to, ne? Drugače, zdaj se je ugotovili, da bobre tudi lovi, ampak kako pozitivno vpliva tudi na bobra? Ja, zaradi tega, ker se je jelenjad premaknil na višje predele stran od vode, je začela rast lesna vegetacija, ki je volk ne je, in zaradi tega je lahko prišel bober, obrežne ptice in tako naprej, in ekosistemska pestrost se je povečala. In tle imamo v bistvu primer kaskadnega učinka posrednih efektov, ki jih lahko imajo velike zveri. In zaradi tega so recimo iz ekosistemskega vidika zelo pomembne. In kjer pa so še druge velike zveri v Sloveniji? Imamo še risa, pa medveda, v Evropi pa predvsem še prisoten rosomah, na severu je iberski ris. Kakšno je stanje teh vrst? Govorimo, da nekje v Sloveniji je 40 risov, to je vključno z ukrepi za doseljevanje. Evropska populacija je nekje 10 000 živali, po IUCN je pa svetovna populacija nekje 70 000 živali, plus minus nekje 1000, ker je to težko oceniti. Potem po številčnosti je volk nekje 120 živalmi, v EU je približno 19 000 živali, po IUCN je pa 225 000. Ne moramo upoštevati, da je to v bistvu celotno od Španije do Kamčatke, pa potem še v Severni Ameriki imamo posod isto vrsto volka. In podobno je tudi pri javnem medvedu, kjer pa je številka v Sloveniji malo bolj signifikativna tudi v merilu deležev populacije, ker imamo nekje ocenjeno 1200 medvedov, ampak smo trenutno v fazi štetja, tako da bomo vedeli povedati v začetku drugega leta, koliko jih je. V EU jih je približno 17 000, tako da vidimo, da smo kar na dobrih 5-6% populacije na tako majhnem območju. V IUCN je pa nekje 200 000 medvedov na svetu. Spet je pač v Ameriki grizli ista vrsta rjavega medveda. No, in če sem se tekom študija srečal s preučevanjem velikih zveri, sem normalno naletel tudi na njihovo varstvo. Zaradi tega, ker so precej karizmatične in plus in minus, pač sem padel predvsem preko društva v varstvo velikih zveri. In tam imamo ogromno neke polemike, odstreljne akcijski načrti, izredni odzemi, živinorejski pojmi, to je čist reč presega moje znanje. In v bistvu sem se mogel začeti učiti sistema varstva, kakšni so sploh naši pravni okviri, kakšne so možnosti. In potem sem ugotovil, da je treba veliko komunicirati, treba izobraževati, treba se pogovarjati med sabo, treba se pogovarjati z drugimi. In potem smo se pričeli tudi vključevati v razne postopke izrednega odstrema, pač spravi dejansko vplivati na neko varstveno stanje.
ampak nekako sem pa tekom teh let, ko se s tem ukvarjam, spoznal, da kaj pa preventiva, ne? To je pa tisto, kar je pa najbolj ključno, ne? Se pravi varovanje drobnice. To je materija človeške spremembe, prilagoditev načina življenja, kar je pa izredno zahtevno in zelo dolgotrajno, o tem se praktično nič ne govori. No, in če nekako skledamo ta varstvena prizadevanja, ugotovimo, da za ene vrste smo bili zelo uspešni. Za risa se je populacija ponovno naselila, kar je dobro, ker je več kot je bilo včasih. Za medveda se je populacija bistveno povečala, to je pa schematski prikaz številčnosti volka. V Sloveniji od nekje leta 1800, ko se predvideva, da je bila vrsta splošno razširjena, pa vidimo, da je potem populacija precej večkrat upadla skoraj do izumrtja. Zdaj pa smo nekako na dvakrat toliko, kot smo bili pred 10 leti, torej smo nekje na 120 živalih. Tako da, kam bo šlo naprej, ne vem, ali bo šlo gor, bo šlo dol, zelo je odvisno, predvsem je odvisno od nas. In ko en tak zanimiv stvar, ki si nisem predstavljal, kaj je pomeni ukvarjanje z velikimi zvermi in z varstvom, je pač, kaj me čaka na terenu. Ne? Čakajte taki prizori, pač kmečki protesti, prizori pobitih ovc, politične razprave, kjer se pojavljajo eni in isti obrazi in vedno ene in iste stališča zagovarjajo in se pač nič ne spremeni. Potem se srečamo s krivolovom, potem se pač z različnimi medijskimi pritiski, ki pač na vse zadnje niso povezani samo z varstvom in z biologijo, ampak so v bistvu povezani tudi z raznimi političnimi pritiski, ki so pač povezani recimo z volitvami, ker so zveri priročen posrednik, katalizator konflikta, predvsem med mestom in podeželjem. No, in kaj sem spoznal? Treba je delati z ljudmi. Ok. Ampak jaz sem biolog. Kako? Jaz sem izobražen za preučevanje živali, ki niso človek, a ne? Pa v bistvu se moram naučiti kmetijske prakse in ukrepe. Ok, ajde, gremo, a ne? Ampak, če sem zdaj se vse to naučil kmetijske ukrepe, pa to razumem kmetijstvo približno po svoje, a je to zadost, da ohranimo, če smo ohranili volkove žive, a je zadost, da smo ohranili volkove? Kaj pa njihova plenska baza? Volkovi rabijo jest, a ne? In če hočemo, da so volkovi tukaj, moramo imeti tudi hrano. Spravi, treba spoznati, kako se upravlja s plensko bazo, vprašanje je njeno znanje, kako se z njo včasih upravljali spostavljanje sistema in zgodovino upravljanja. A veste, da recimo je bila jelenjad nekoč že izumrta v Sloveniji? Jelenjad je bila okrog leta 1900 ponovno naseljena, zaradi tega, ker je bila iztrebljena. Skoraj enako se je zgodilo s srnami, kar je v bistvu bila v veliki meri posledica zemljiške obveze, kjer so dobili ljudje na podeželju pravico do lova in kjer je bila to kompeticija z človekom, je pač divjad potegala ta krajša. No, in tukaj je spet umeša človek, kot pri velikih zverih je tudi tukaj. Procesi se drugače med divjadjo pa velikimi zvermi naravi obravnavajo sami. In če pogledamo, kakšen je vpliv človeka na smrtnost divjadi, recimo 3 glavnih vrst, divjih prašič, srnjad in jelenjad, oziroma evropska srna in navadni jelen, tu so številke o zaznanju smrtnosti divjadi in ta največja črta je odstrel. Če bi vam povedal, da če bi hotel vse rise, ki se v glavu prehranjujejo s srnami nahraniti, bi rabili 2000 srn. Če bi hotel vse volkove nahraniti, ki se hrani pretežno z jelenjadi, bi rabili 800 jelenov. Seveda, rabimo jih več zaradi tega, ker se pač, to je tisto, kar lovijo, ampak rabiš tudi plenska zaloga. Medtem, kad divjih prašičev neko manj izrazito lovijo zveri, ampak moramo pa še poštevati, da sta prisotna še šakal, pa medved, pa lisice, pa tako naprej. In vidimo, da človekov vpliv več kot 10 do 15 krat presega naravni vpliv, se pravi, ima zelo močen vpliv tudi na plensko bazo, ne samo z direktno vplivom na številčnost zveri, tudi na njihovo hrano. Ok, to smo se naučili, zdaj pa gremo od vrste do povezanih vrst in zdaj do habitata. Kakšno pa je stanje habitata? Spravi, volkovi in drugi veliki zveri živijo v gozdu, predvsem v dinarsko-kraških planotah, od nedavnega ponovno tudi v Alpah. In naš način gospodarjenja je v bistvu
sonaraven, ali kako bi rekli, se trudi posnemati naravne procese v načrtovanju upravljanja, težko pa rečemo, da je sonaraven, ker v bistvu konstantno iznašamo biomase iz gozda. Ampak načeloma je za velike zveri do neke mere dober, pa ohranja obseg gozda, tako da ohranja nek habitat, v redu. Ampak iz načrtovanja z upravljanja z gozdom izhaja tudi načrtovanje odstrela, spravi tudi negativno vpliva. Kako to skladiti s človekovimi interesi, procesi se spet v naravi obravnavajo sami. No, pa dajmo pogledati en gozd. Kaj vidite? Drevesa. Ja. Ampak gozd niso samo drevesa, ne? Zdaj, če dobro pogledate, vidite tudi prebivalce gozda, ne? Prejšnji na sliki sem jih. No, zakaj je to pomemben? Zato, ker pač v gozdu raste drevesa, ja, spravi gostine, ki so značilne lesate trajnice, oziroma drevesa, so pa tudi druge vrste lesnih rastlin, ampak ne najdemo kupico različnih mikrobov, rastlin, gljiv, žuželk in drugih živali, milijone, v glavnem. In vse so med seboj povezane. Recimo, in če bi ta gozd hotel povezati v nek tak, če se spomnite šolskih učbenikov, iz zemlje in sonca zraste buko. Buko poje ena rastlina jeda žival, recimo v tem primeru hrošč, in hrošča poje kozača, sova, karkoli. Mogoče ni najbolj tipična žužka jeda sova, se bo ušla kregala, ampak vse je, sem prevedel, da se hrani tudi hrošča. No, in potem ta sova umre in rata zemlja. Ok, to je nek tak neposredni vpliv, ampak s tem, ko sova lovi kozličke, recimo, da pliva tudi na buku. Buku pa je gnezdilni habitat na sovo. Se pravi, če dodajemo druge ekološke interakcije med vrstami, ugotovimo, da so vse med seboj prevezane, veliko bolj kompleksno, kot se mi mislimo, in da v bistvu, če bi hotel reči, koliko je interakcij, bi mogli pogledati, koliko je vrst, med vsako so se med seboj vzajemni odnosi. In če vzamemo, kot je Uša rekla, hišico iz kart oziroma zidakov, eno vrsto ven, izgine tudi interakcije. Če vzamemo eno ključno vrsto, oziroma skupino vrst, oziroma del ekosistema, kot so tla, izgine se interakcije z njimi in potem izgine tudi vse, kar je povezano z njimi. Več, ko vzamemo teh koščkov ven, hitreje se bo ta ekosistem porušil. In to je zdaj biodiverzitetni vidik gozda, ampak gozd je izjemnega pomena tudi za podnebne spremembe. V končni fazi ima ene največjih sposobnosti, kot ste videli pred na Uršine grafih, vezave ogljika na hektar na leto. Govorimo o nekje 3 tonah, v povprečju varira zelo, zelo močno. Skladiščenje ogljika. To je naša banka, ki nam ne da provizije za skladiščenje ogljika v mrtvi lesni biomasi. To mu ostane do konca življenja svojega, se pravi naslednjih 200-300 let. Gozd je pomemben, ker stabilizira temperature, se pravi vpliva na tudi klimo. Predvsem v urbanih okoljih je tudi neko hlajenje. Zmanjšuje erozijo, blaži poplave, plazove, zadržuje zemljo in ustavlja tudi vetrove. In na koncu zadržuje vodo v krajini, kar pomeni, da imamo tudi več pitne vode v okolju, manjša se nihanja in to je nekako tudi povezan z erozijo, ampak mogoče je tukaj postavljeno ločeno. Ampak v gozdu imamo tudi ljudje svoje interese, pa žal niso vedno tako zelo sonaravni, kot se mi predstavljamo in prodajamo. Prevečkrat se soočamo s prevladovanjem gospodarske funkcije. S tem je povezano tudi vse večji pritiski obiskovanja, ker to vpliva na vse gozdne vrste, želje po več infrastrukture v gozdu, že sama prisotnost človeka v gozdu pomeni pritisk na gozdni prostor. Tudi naši načini soočanja z naravnimi ujmami se je treba res vprašati, da so res sonaravni, ne? In tudi, kakšno je naše umeščanje infrastrukture od industrijskih con do virov elektrarn za pridobivanje energije z obnovljivih virov. Tako da, tam se bom še naprej vrnil. In samo umeščanje infrastrukture je tak zanimiv fenomen, ki ga imamo mogoče v Sloveniji, zaradi tega sonaravnega gospodarjenja, je dolžina cest v kilometrih.
Mi imamo v javnem cestnem omrežju skoraj 39 000 km cest, kar je, da bi prišli okrog zemlje, skoraj 1000 km zmanjka, tako da še malo. Od tega jih je 12 200 km v gozdu. To je to kot od tukaj do Nove Gvineje. To pa ne šteje dodatnih 8000 km cest, vlak, ki so bile narejene v zadnjih 18 letih, povprečje 350 km na leto, 8000 km je približno to kot tukaj do Tajske, če bi postavil ravno linijo. Seveda pa to so samo podatki, ki sem jih uspel pridobiti od leta 2004, to ne vključuje vseh desetletij grajenja vlakov v preteklosti, tako da lahko govorimo verjetno o nekajkrat večji številki. Zakaj je to problematično? Zato, ker so to poti vnosa invazivnih vrst. Degradacija tal. Ko enkrat naredimo cesto, jo trajno zbijamo in cesta kar naenkrat, namesto da je ta gozd zeleni ponor ogljika, postane izvor metana. Zato, ker so to anaerobne razmere, iz katerih izhajajo metani in drugi plini. In če postavljam še en tak zanimiv primer, nepravilnega umeščanja infrastrukture, tukaj imamo industrijsko cono, ki je bila postavljena v sredo gozdnega prostora, ki je zelo pomemben ekološki koridor, zraven še avtocesta, da smo dokončno presekali življenjski prostor, recimo velikih zveri in njihovega plena. In če je to prevladovanje gospodarske funkcije, kje je bilo najbolj očitno, je bilo to v narožniku. Mogoče se zdi komu smešno, zakaj smo se toliko pretožili glih na Rožniku, pa se imamo toliko drugega gozda v Sloveniji, zakaj je to sploh pomembno? Zato, ker je to simptom tega, kar se pri nas dogaja. Zato, ker se to dogaja način popadanja z problemom, ki se dogaja povsod v gozdu po Sloveniji, samo da tega ne vidimo. Prevladuje gospodarska funkcija na območju, ki je namenjena vsem drugemu, kot pa gospodarjenju z gozdom za pridobivanje denarja. A ne? In tle pa če je ena taka karikatura, kdo se boji starih dreves, ne? Ne vem, ampak dejstvo je, da se jih bojimo, ker imamo pač v Sloveniji kljub vsem 60% pokritosti z gozdom, manj kot 1%. Starih gozdov, nekaj imamo še varovalnih gozdov, oziroma pragozdov, ne starih gozdov, nekaj imamo še varovalnih gozdov, ampak dejstvo je, da kljub temu, da imamo zelo dobro načrtovanje upravljanje z gozdom, in tle pač ni tle kritika posameznih zavodov, ampak vseh pač mi kot družba to omogočamo, tako da to smo mi se odločili, da bo tako. Pač nam manjka zaključna faza od mladih gozdnih sestojev do zrelih gozdnih faz, nam manjka pač ta faza odmiranja. Tega ni. In ni prostora za to obstoječe sisteme. Mogoče pač, če se hočemo s podnebno krizo soočati, treba tudi to vključiti. In prevladovanje gospodarske funkcije je očitno mogoče še tudi v primeru, kako se soočamo z naravnimi ljudmi. To je jelovica. Gde ste bili na zadnje gor. To so prostrani smrekovi gozdovi. Ne več. Ne, saj so. Ne so sadike, niso sadike, podlade, smreke, je. Jaz se upravičujem, malo sem sarkastičen, če kdo tukaj gozdan, ampak jaz gledam prilog in to sliko, ko gledam na polit in tlela je ena srna na sliki, tako kot je orangutan v posečni v Indoneziji. Ja, sečne v gozdu, saniranje ujm, ja, ampak tukaj gre izključno za reševanje ekonomskega vidika denarja, spravi ekonomskega vidika gozda, reševanje ekonomskih vrednosti, sanitarna sečna za potrebe, da lastnik dobi tisti denar ven iz tistega hektarja gozda, ki ga je tam planiral, da ga bo imel, ampak ostali pa ni več, tukaj ni gozda, tukaj je samo blazna erozija, tukaj se raste zdaj pavlonije, pa jesen in druge invazivne vrste in pač to se zgodi v toliko hitrem času, da se pač narava ne more odzvati to, kot bi se naravnih razmerah. In to se nam dogaja po celi Sloveniji po saniranju žledoloma, vetroloma in potem posledično namnožitve podlubnika, ki je tudi posledica podnebnih sprememb. In se nam dogaja to hitro, da grejo vsi iglavci ven, kaj se pa zgodi s klimo, se pa noben spraša. Tukaj
Če bi zmerila temperatura 1 leto nazaj, preden se poseka, pa zdaj niso enake razmere. In kako to vpliva na kroženje vode v ciklu, v mikroklimatskih razmerah, se navedno vpraša. Tukaj smo reševali našo ekonomsko vrednost in les. Ja. In enako se nam dogaja na Krasu, ker ne gledamo celostno, ker ne upoštevamo cele slike ekosistema. In potem še en tak primer. Mogoče tle se v bistvu kaže, kako sta podnebna in biodiverzitetna kriza včasih tudi v konfliktu. To so volovje reber, jelenov žleb, pa pohorja. Nekje najbolj taki primeri umeščanja obnovljivih virov energije, oziroma objektov za dobivanje obnovljivih virov energije iz obnovljivih virov. In mogoče najbolj poznan primer volovje rebri, kjer bi pač poskusil umestiti vetrne elektrarne, sam pa bi v bistvu izpostavil primer jelenovega žleba, ki mi mogoče ni najbolj blizu. Ja, spravi, to je območje Velike gore med Ribnico in Loškim potokom. Ali kdo iz tistih koncev? To je še kar Bogo je za novo. In to je en večji, to je nadinarska kraška plodnota, ki je zaključek v bistvu gozdnega kompleksa, ki se povezuje z Kočevskim rogom, z celim Gorskim potarjem. Gre za en največjih gozdnih kompleksov v Evropi in je izjemno pomemben življenjski prostor za volka, za risa in za medveda. In tukaj je interes, da se postavi 27 vetrnic. V redu, pa se z vetrnicami ne bomo bil medvedov pa risov pa volkov, ne? Ampak, ko smo pomislili, kaj pride z vetrnicami? Da spravimo vetrnice na 1300 metra nadmorske višine, je treba postaviti tja precej obsežno infrastrukturo, cestno. Že samo to, da spravimo vetrnice komaj po avtocestah, kaj šele v gozdnih cestah, kjer je ovinki 180. To pomeni fragmentacijo prostora, kar pomeni več obiska, več invazivnih vrst, plus da je treba še postaviti celo električno omrežje in tako naprej. In tle ni prostora za velike zveri. Tako da, pa ne bomo jih mi ubili, ampak bomo samo njihov prostor sfragmentirali do take mere in to zelo učinkovito delamo in proti temu se zelo težko boriti, ker ni jasnega, enoznačnega vpliva od posamičnega posebej, tle, pa tle, pa tle, pa tle, ok, ampak tle, pa tle, pa tle, pa tle, in bolj kar enkrat ni več, nimamo več česa vrvati in potem pač gremo lahko naprej. Ampak obnovljivi vir energije, ja, mi rabimo energijo, ampak a bomo podnebno krizo reševali na ceno biodiverzitetne krize? Pa mogoče sem fanatičen, kam pa naj pol umestimo obnovljive vire energije? Ne vem, nimam točnega odgovora, ampak dajmo poiskati, kam jih lahko umestimo in kam jih ne smemo umestiti. Ker bomo hitro ugotovili, da govorimo o enem problemu. In če rešujemo biodiverzitetno krizo, rešujemo tudi podnebno krizo. Včasih gre tudi v drugo smer, pa ni vedno biodiverzitetni ukrep, tudi podnebni ukrep, ki so lahko zelo energetsko potratni, ne? Ampak potrebno je celostno dojemanje prostora. In v končni fazi zavedati se moramo, da smo samo ena izmed vrst. In na problematiko prekomernega izkoriščanja naravnih surovin se govori že od same industrializacije. In zanimivo mi je, ko se pogovarjam s kakšnimi kmeti, gozdarji, ljudmi bolj s podeželja, ko bi rekel, da se ne zavedajo tega. Ne, oni se zavedajo svoje soodvisnosti od naravnih dobrin in se zavedajo, ne vsi, ne smem preveč posploševati, se zavedajo tega, da življenjski prostor, ki ga oni uporabljajo, pač je tam, dokler ga bojo ne prekomerno izkoriščali. Ampak to govorimo o malih ljudeh, o malih kmetih, ko pa pridemo na naravno odločanje, se pa ne odločajo mali kmetje. Ampak to se mi zdi pomembno izpostaviti, ker če smo mi tukaj malo bolj mestna publika, moramo iskati zaveznike v tem prizadevanjih boju tudi izven mesta. In mali ljudje, mali kmetje so lahko naši zavezniki. Dejstvo je, da je to en zelo velik problem, kot je Urša tudi že omenila, zelo kompleksen. Potrebno je interdisciplinarno sodelovanje.
Potrebujemo na eni strani družboslovna znanja, na drugi strani tudi naravoslovna znanja. Vsak sam ne bo mogel tega reševati, zaradi tega, ker se moramo pogovarjati, ker ne more en človek vsega vedeti. Sodelovati moramo na različnih ravneh, na aktivističnih, strokovnih in znanstvenih in pač vse to mora eno drugo malo podpirati, da bomo pač prišli. In se mi zdi, da je tem bil narejen korak v zadnjem času velik, ampak nas čaka še velika pot, da bomo dosegli kakšne konkretne spremembe v sistemu tudi odločanja. In pač moramo izvesti konkretne akcije na terenu in tudi pač obenem ozaveščati. In jaz mislim, da skupaj zmoremo. To je tak graf, schematski prikaz, ni točen, kako v bistvu upadanje biodiverzitetne gen in nekje od leta 2010, če bi začeli se prizadevati, če ne bi nič delati, bi se pač naprej, ne? Če bi malo se začeli zavedati, kaj bi se zgodilo z ravnijo biodiverzitete, ki je v bistvu zelo abstraktni pojem. In če veliko energije usmerimo v biodiverziteto, ohranjanje, da mogoče se lahko vrnemo na eno boljšo ravno, dejstvo je pa, da enih stvari pač ne moramo vrniti. In to bi bilo z moje strani vse. Jaz nisem ravno optimist, ampak mogoče sem pa upornik in se bom opiral naprej. In to je to. Vprašanje tega, no? Da govorimo različne jezike, a ne? Verjetno tukaj noter bi še celo mogoče ugotovili, da imamo presečni govor zelo podoben, ampak ja, zelo različne jezike govorimo, v zelo različnih stanjih smo, različne poglede čutimo, ali tudi zagovarjamo in ta poudarek, kako je treba povezati ta aktivističen, strokovni in znanstveni jezik, tudi seveda z odločanjem se mi zdi pomemben. Ja, današnji dogodek je en takih. Tako zdaj pa publika tega, ne? Z vprašanji, se lahko tudi drugemu obrnemo, če se lažje tako pogovarjamo, kar sproščeno, tako misli, podatki, ne, tega ne bomo več